zelo drugače ukvarjamo s to zgodbo, kot je bilo danes temu kolegom povedano, zdaj bo kvantitativno, statistični podatki, prekrižani podatki z računalniško obdelavo. Jaz sem pa še zmeri pristašnice vrste raziskave in naredili zgodbo iz tega. Tudi če podatko normal, se pa mišljeno uživim, ali še zmeri novejša zgodovina lahko več bolj jasno povej zgodbo, kot recimo iz srednjeveška neka tema, kjer imaš iz enega ali pa dveh pergamentov, pa napišejo kar 200 strani neveško zgodbo. Zdaj, tudi zdaj je že za nas kakšno zgodovinsko predstavljeno kar veliko dejstev, samo treba se je uglobiti, treba je spremljati, časopisi vsak dan spremljajo, vsak dan poročajo. Zdaj nekdo, če si možno med tem še možnost pride do čisto svežih podatkov naših oblasti, se pravi predsedstva, pa dalje in tako naprej. Zdaj, ko so moji študenti tam na diplomanti pa doktoranti na oblasti, če se bodo tega, ki bodo tudi kaj odprli, ki so skrivne seke. No, da se ne hecam. Jaz sem napisal pred dvema letoma eno knjigo o političnih strankah, ki je čisto dinamična zgodba. Se bere, kar je pravzaprav nas, ki ste bili skoraj kot kriminalka. Pa ne zaradi tega nekako zdaj. Tudi najbolj je pravzaprav zanimivo tisto tam, v 19. stoletju, ko so se gradovili. Ampak zdaj, da gremo, da jaz nekaj stvari vprašam. Simona, rekli ste, da je prišlo do oseke zaupanja v stranke, kar je pravzaprav ni nič hudega, nič posebnega na slovenskem. Hudo je, jaz mislim, da je zelo huda stvar za demokracijo. Ta trend je povsod po Evropi. V zadnjih 20 letih, kar približno ne zasledujem nekatere evropske države, Nemčija, največji tam, prej je bilo dolg časa, in 30 let, nekaj 40, neka ali bipolarnost ali še te nameščene na neke stranke liberalci, od tam dalje, nekako od 70 let se začelo pa tudi vsi take velike stranke. Mi smo sicer tudi našo demokracijo začeli z dvema velikima strankama, če bi tako rekel, bi skoraj tako rekel, Demos je zgledal v prvi trenutku kot neka stranka, se je zelo monolitno naslov, in na drugi strani je ena močna stranka še iz prejšnjega sistema, Zveza komunistov oziroma stranke demokratične prenove. Potem pa začelo se zelo in liberalna stranka še v istem trenutku ni bila velika. Mega tistih svojih 15%. Potem se pa 92 naredi že neka druga struktura, ki potem še traja malo časa, ampak po letu 2000 se vse sezuva in nastane neka druga zgodba. V Evropi in pri nas. V Nemčiji ni več tiste dvopolnosti, ampak so stranke, ki so že močne, zdaj so vokale, zadnja alternativa za Nemčijo, recimo, tam je že 25 let zelo močna stranka Zelenih, ki je nekako nadomestila liberalce, sama so vrčali igralnikamo, in imamo tudi zadnjih 5-6 let, kako imenovamo novo levico, ki tudi dosega 60%. No, pri nas, zdaj jaz sem krajno postavil, oziroma najprej eno tezo, vse stranke na ta način, ko so do zdaj funkcionirale, ne morajo več biti. Zaradi tega, ker je družba drugačna. Stranke so nastale z meščansko revolucijo, mi smo poznali stranke že v starem Bizancu, tako naprej. Tiste, ki smo jih zdaj poznali, so stranke meščanske dobe, liberalne, konzervativne in na levi strani še socialistične, ki so smoliti dežela v 20. stoletju zelo učvrstile in večne tudi pomoči v vlade ali v koaliciji ali samostojno. Danes od takrat se je družba tako zelo spremenila, zlasti po zadnjih 30 letih, in nekdo je konkretno, kako je naša družba, družba se
da smo zdaj zelo drugačni, da smo bili še leta 91. Danes imamo nekje klasičnih razredov in tako naprej, vsi veste, da je nek srednji razred, ki predstavlja neko stabilizacijo družbe, je zelo skopnev, in imamo neko, da lahko zdaj rekel, sem to rekel, zapisal, na eni strani veliko proletarizacije, na drugi strani neko ovabiranje, manjške vladino, ki ni z delom in znanostjo in sposobnostjo ustvarnosti premoženje, zdaj pa odloča vse stvari. No, to je se odražal potem na strankarskih življenju, na preferencah strankarskih. Poglejte, smo niste rekli, danes, kar je nekaj zelo ročnega, jaz si tudi znam predstavljati, kako bomo še naprej, kako se bomo gledal zakon v času, pridobijo največje postopke stranke, ki nimajo spomnega programa. Zdaj bi rekli, da se nekaj namigujejo. Kaj bo ljudje vrlo? Zakaj je prosto? Let, ko je živi, in ko zapravo demagog. Malo se zakaj, malo dobro, da je že no, zdaj je zanimljivo. Vi ste je prišlo do oseke zaupanja stranke in tudi lokalne dezorientacije. Zdaj je konkretno na terorosni povezno, kaj je pri nas se zgodilo? Zakaj je prišlo tam, recimo, po sesunju liberalne demokracije? Potem imamo nekaj stabilnosti, imamo tudi še Janško stranko, da ne vem kako, kaj je reče, kakšen je, da je stranka Janša Janše, ni čisto tako, kako on bi bil tako tam, ampak me zdaj zanima, kaj se je zgodilo, kje elemente stvarne, socialne, ekološke, politične, programske bi te elemente povedali, zakaj se vam zgodilo. Ugostili danes dobro. Jaz mislim, da je treba narediti poudarek
mogoče dohajati kandidatov, ki gre voditi republikance. Pri nas je bila obratna situacija, oziroma samo še to polarizacijo gremo na vzdolj. Eni grejo pol proti unice, eni grejo pol proti janšice. Torej, ta idea med našimi kandidatki popraviti, to si nikakor ne verijo. Osebno bom rekel za Ali Škavič, Ali Škavič ima stanje še 10 kilovolov. Je ni, ne obstaja. Če se odloča in gre na volitve, gre za to, da bo glasov proti na to. To je to. In da je druga stvar, da se vrlo mogoče dobro prekladati, da je končno na taktično dovoljici, da se nam pojavlja nekaj novega. Mislim, da se nam ne pojavlja nekaj novega. Pojavlja se nam nekaj starega v novih problemih. Še bomo zdaj pa na primer obstojevanja politike in stranke, ki se nam prečejo zdaj, ker je to nič novega, kar je že vrbe. Še bomo na en primer, stane primerjave EU, gospodin Vrhun, ki je delo zelo koalicije, že skoraj potranj na enem nikoli osebno. Dodal samo en primer, ene dela manjščenega Remosa, stranka intelektualca, stranka demokratična. Poglejmo v preteklost, kar je pa rekel, ker najdemo vse usporednice. Špansko, ljudsko fronto. Kdo je bil najmanjša stranka z začetni fazi revolucije, torej je imel največji potencial, intelektualna stranka, ki je na svojo majhno moč kot naš TZ, na leti 90, nepremerno veliko število ministrov in odločujočo vlogo pri dirigiranju politike španskih ljudskih frontov, ljudskih frontov, ki je bilo približeno, in to se pojavi v kreditnih razmerah. Ko se notranja politika konsoligira, parlament odpadajo. Postanejo politične elite. In kaj se nam zdaj dogaja? Dogaja se nam seveda, ko se taka situacija politična, po kateri to se ne ostrinjo, v kateri tisto delo dobro, stranka se na ta način konsolidira, se nam seveda dogaja, kako se je dogajalo v Španci z radikalizacijo, že potrebili, ki so imeli revolucijo. V revoluciji z našo ljudsko fronto, svobodino na frontovem, da smo imeli na začetku malce koloralno notrejo, kaj je bilo še dveti, se nam enostavno tudi zdaj dogaja to, da prihajamo do absolutne situacije, imamo razpis za sodnike na največji nivo in se nihče ne prijavi. Zaradi tega se treba vprašati, a je parlamentarna demokracija taka, kot je pri nas podpora politiki, ali je nasprotovanje določenih politiki, ker ljudje s tem podporovajo. Hvala. Samo tam eno pripombo dodal, da si govoril, španska državska vojna, vsi njihove revolucije so... Ja, to je hoče reči, da prav skripa, Dobro gledali vladi, strinjam. Ampak hoče se ne podati strani, ki je Samo ne bi. Se odgovor je dal. Ali vedemo v njih Te paradigme drugoslove, ki se naslovilo, jaz sem govoril prej o tem pojasnevanju visoko, to, kar kolega prvo tudi mogoče apostrofira, v tem smislu, da ni zgodba. Ja, tudi drugoslovci hoče nekaj zgodbe, v tem smislu teorija, preveriti, da ta teorija še drži, kot je v nekem razvitem okolju, da se da to prenesti v novo demokracijo. In imamo probleme, seveda, najprej smo tako definirati razrede, čeprav vemo, da je v Sloveniji ta tema, ne samo ideološke teme, so tudi teme tega socialnih pravic, so zelo na agendi. In to je pa eminentna razredna ideološka tema. Zdaj, problem pa je, če delamo kritične analize, dejansko v teh novih demokracijah ugotavljamo, da večina teh modelov, ki smo jih prinesli iz, mogoče so iz preteklosti, iz 30 let nazaj teh razvitih demokracij, da nekako ne učinkujejo dobro, se pravi, da so te pojasnitve, ki jih poskušamo vsiti potem dejanske podatke, tudi se kažejo,
da se lahko deluje, se pravi, mislim, nekaj zaključek je pravzaprav, ne vem, mogoče po, kad se je moja napravi, da ta konsolidacija še ni prepravljena tako daleč, da bi se vzpostavila, zdaj, čeprav ne, 30 let, ampak 30 let je že nek čas, ko bi tako rekli, da to je pa že, da bi se vzpostavila, ne, ampak očitno so te vse nove demokracije so v neki taki konstantni krizi, ne, tega se kaže, pa v te, ne, v Sloveniji se je recimo prezala ta kriza, v tem že tudi v obdobju pred, v Drnovškovem obdobju to, da je ena stranka, da samo na oblasti, da ni bilo menjav, ne, in potem, ko se enkrat zgoda, menjave so menjave take, pravzaprav, konstantne, ne, celo so se gostile, so nove stranke nastajale, tako in tako naprej. Tudi je, seveda, ne, tukaj ni lahko potegniti ne izmed sploh neke ideološke orientacije, razredne orientacije, po drugi strani pa ta paradigma seveda ne drži več, ne, da so te nujno samo te interese, ki so vezani na te velike, ne, družbene delitve, da so v spredi, ne, v tem dejansko situaciji, dosti kompleksno, to je definitivno preprosti odgovor, ne. Samo da bi bila še predvajati. Ne, bi reči definitivno, da je še kakšna razprava vrsti markotac. V redu, prej se pogovarjali, vprašanje s strankami in razlike levo desno, ampak kakor imamo zdaj levo koalicijo v parlamentu, pa me čisto naivno in državljanstvo ni vprašano, ali ta koalicija zavzemi ima te spremembe v programu, ali gre v isto zgodbo počasi, ker predstavlja se tudi vse začetne izhodišča so bila nerevolucionarna, kot se zove govorila, ampak vseeno je bil, lahko rečemo, da je šlo za eno tako levo, oziroma novo socialno-demokratski pogled. Zdaj me pa zanima, ali gre, mogoče to bolj vprašanje prakse, če znanosti, ali je ta stranka, oziroma ta koalicija, hoče biti stranka, pada v to zgodbo, ali je izjemno. Ker se mi zdi pomembno, zato če je izjemno pomembno, mogoče da vseeno obstaja možnost, da prihajamo da tudi kaj drugačnega, kar je trenutno zadnje. To je mogoče eno vprašanje, pa ne da bi zdaj visoko. Se mi zdi vseeno, da tako vse so vsi, a so res, niso res. A lahko? Možda tako preprosto naivno vprašanje. Bom tudi zelo na hitro odgovorila. Mislim, da se preveč subjektivno tukaj, da bi bila se večina. Pri tem vprašanju mogoče bi govorila drug pomagal. Ne bi pa želela, da bi ta prostor izpadal, pa tudi samo ne želim izpadal kot nek politični agitator. Ampak zelo nakratko bom povedala. Čemu se stremi? V bistvu se v resnici stremi k enemu sredinskemu ravnotežju. Mi seveda želimo biti socialno čudeči in iščemo ukrepe za to, da se ta v bistvu socialna čudečnost naslavlja in nekako se jo izvaja. Ampak vemo pa, da se jo nekako izvaja kar tako, in da če jo želiš dobro pele, moraš tudi liberalizirati prostor v tem pa bolj gospodarju in finančnem smislu, zato da lahko potem To je še stvar ideologije, vaša, ne? Zato nisem se zastavljala. In tukaj je to, je že mislim, da je bilo odgovorno, da je to širači.
in še nekatere vprašanja, ki so preko teh dveh temeljnih vprašanj in se glede njih kaže precejšnje razlikovanje med tako zvanimi levimi in tako zvanimi desnimi strankami. Mislim, da je prav tudi to povedati in to poudariti, da ne bi spadalo na nobenega razlikovanja po drugih vprašanjih razen tistih polpretekle zgodovine in samostojnih tudi. Jaz sem vprašal, če je ena glavnih Mogoče je samo sam en stavek, verjetno nisem dovolj razumljiva, ker je rekla sem, da je to, mi to imenujemo kot simbolna delitev, in v ta paket simbolnih delitev padajo vse te zadeve, ki ste rekli, gospod Kotrč izpostavili, in tudi v bistvu ta odnos do pretekle zgodovine. To vse je pravzaprav simbolna delitev, nima neke programske osnove, ampak samo ta nek simbolni identitetni odnos do nekih vsebin. Izredno dobro delo kolega Žumara, vprašanje samostojnosti, priznanja, podajanja. Da se vrnem, ki sem počinil, najprej, čemu bi bilo posvečeno posvetovanje. Najprej sem čestitev kolega Žumara na zrastnem referatu. Jaz bi temu dodal, da je to bolj popolna tistemu, kar je rekel. In sicer treba povedati tudi na notranjo dimenzijo naše samostojnosti. Tudi socialno. Ja, običajno pri nas je bila stereotičen, da so vsi Slovenci da en glas bili za samostojnost. Niso to ni res. Niso bili vsi Slovenci. Da ne govorim že o tem, da niso bili vsi, ko bi presečni število, prej 20 so bili. Zopra samostojnost. Kot trdilo o tem, da so Slovenci v en glas se dobili za samostojnost, da se navajajo podatki iz referenduma. Referendum je bil v veliki meri tudi čustveno. In ne posebno racionalno. Tudi podatki referenduma nam povedo, da najmanj 5% volilnih upravičencev niso veljavali referendum. Najmanj 5% je glasovala proti, se štiri prvi 10. Poleg tega, v tistem času, na ozemlju Slovenije je bilo najmanj 5% prebivalstva, in jaz grobo se ne govorim, kar so tisoč, najmanj 450, ki niso bili vpisani v volilni, ki niso bili državljani Slovenije. Poleg tega, v referendumu niso sodelovali državljani Slovenije, živeči na cestu. Ni bilo glasovanja pokoča. In ni bilo seznam. Moja lastna izkušnja s našimi zamejci v Trstu, jaz sem nedavno po naši samostojnosti dvorana je bila večina, to so bili intelektualci, državljanski Slovenci. Najmanj kritična, dolga razvijena je vsa. Najmanj kritična. En del dvorana je bil odločno dobro. In to so tudi javno. Moja lastna izkušnja z najbogatejšim Slovenom, jaz verjetno, da je najbogatejšim Slovenci. Čeprav to svoje bogatstvo priprema, živi, živeči življenje.
vasi, na Kranjski tudi, kot je bila veliko večja in močnejša in vojaško močnejša država. Poleg tega so imeli tudi pomembne gospodarske razloge, če posebej državne Slovenci, da so bili zoper veliko Slovenije, veliko Jugoslavije, in posledično tudi samostojnosti. Seveda tako, da mi še vseh spremenimo časom, relativno hitro, že posebej po vojaški operaciji Konstancija na Sloveniji, in smo si zdeli na krivici razvojni jugoslovanski tanki, in tudi zaradi tega se posrediš naprej. Vendar moramo biti realni pri ocenjevanju tudi notranjega, oziroma če hočeš slovensko-kulturnega vidika samostojnosti. Pravzaprav samo za kratki nekaj, da v celotnem referatu, ki ga danes tudi nisem mogel predstaviti, govorim, da je nam obsežnem odstavku o teh notranjih političnih, bom rekel, izhodiščih, o katerih si ti zdaj malo razširjeno govor. Tako da čisto brez tega ne bom v objavi